Odgovarjam na eno vprašanje enega izmed udeležencev, ki se nanaša na prekinjanje v komunikaciji in na povzdigovanje glasu. A se povzdigovanje glasu spodobi, a to lahko počnemo, a to spada pod nasilno oziroma nenasilno komunikacijo. Zdaj, skozi gledišče nenasilne komunikacije si tle povzdigovanje glasu absolutno dopuščamo, s tem ni ničesar narobe. Skušamo pa tle vnašati čim več zavedanja v to, kdaj in na kakšen način povzdigujemo glas. In obstaja tle vsaj z mojega gledišča ena bistvena razlika. Če jaz povzdignem glas in se tega zares ne zavedam, se pravi, neka oseba nekaj reče ali pa sem v neki situaciji, ko se zgodi nekaj, ki me strigira in teh občutkov ne znam predelati, ne znam zanje prevzeti odgovornost in potem v bistvu reagiram iz enega avtomatizma in potem v bistvu povzdigujem glas in začenjam druge osebe obteževati, okrivljati, mogoče celo, ne vem, tle ljudje začenjajo biti fizično aktivni, razbijajo, ne vem, z rokami in tako naprej. In tle gre za v bistvu neko povzdigovanje glasu brez kakršnega koli vnašanja zavedanja. Se pravi, se ne zavedamo lastnega trigiranja, se ne zavedamo, kaj so naše potrebe, nimamo nekih zares konkretnih prošenj in dostikrat tle glas povzdigujemo z namenom sproščanja neke tenzije. In nek čisto drugačen način je, če se pa jaz opazim neko situacijo in se zavedam, da neke moje potrebe niso zadovoljene in vzpostavim stik s temi mojimi potrebami. In potem to energijo teh občutkov, ta energijski potencial občutkov uporabim z namenom vokaliziranja teh potreb. Se pravi, ne povzdigujem glasu na način obteževanja drugih, na način groženj, na način okrivljanja in diagnosticiranja drugih ljudi, ampak povzdignem glas z nekim jasnim zavedanjem, da so mi neke potrebe tle pomembne v tej situaciji. Zavedam se svojih potreb in potem si rečem, lahko pri sebi v tišini si rečem, zdaj bom pa jaz povzdignil glas, ker so mi določene potrebe pomembne. In potem v bistvu zavestno dvignem glas in izrečem na glas te potrebe in vabim v bistvu vse ostale ljudi, s katerimi sem v interakciji, vključujoč sebe, vabim k nekemu globljemu stiku in zavedanju teh potreb. In se mi zdi, da tak način povzdigovanja glasu lahko doprinese k večjemu stiku. Medtem ko način povzdigovanja glasu, ko druge obtožujem in okrivljam in diagnosticiram in ko se ko ne znam prevzeti odgovornosti za svoje občutke in nisem sposoben te alkimije, pa se mi ne zdi toliko podporen. In še eno bistveno razlikovanje pri tem povzdigovanju glasu, ki nam je lahko pomoč, je, da se sidramo v observacijo. Da se v bistvu vedno preden povzdignemo glas, da se vprašamo, kaj bi zdaj tle posnela kamera. Da ne izhajamo iz teh interpretacij. To se mi zdi, da je ena taka ključna stvar, pomembna, da jo upoštevamo, kolikor seveda lahko v svojih interakcijah in svojih dialogih. Drugi del vprašanja pa se nanaša na to, ali lahko šakal in žirafi jezik soobstajata. Se pravi, ali lahko ta žirafi jezik, ki ga poznamo kot povezovalni, jezik življenja, jezik nekega sočutja, jezik občutkov in potreb, ali lahko soobstaja s tem napadalnim jezikom, z jezikom obtoževanja, okrivljanja in obsodb. In moje videnje je, da ta dva jezika v bistvu skozi soobstajata. Kadarkoli se izražamo na tak napadalni način, na ta šakali način, kadarkoli jaz nekoga obtožujem, okrivljam, diagnosticiram, mu grozim, v bistvu je to moj tragičen poskus, s katerim skušam zadovoljiti eno izmed svojih potreb. Tako da ta dva jezika vedno soobstajata. V ozadju napadalne komunikacije se vedno skrivajo poskusi, s katerimi mi skušamo zadovoljiti določene naše potrebe. Iz tega vidika tudi žalitve zares ne obstajajo. Ko enkrat se naučimo poslušati s tem dvojnim fokusom poslušanja in ko enkrat začnemo razmejevati to komunikacijo, ko začenjamo prevzemati odgovornost za svoje občutke in za svoje potrebe, potem ta napadalna komunikacija, žaljiva komunikacija preneha obstajati. Zaradi tega, ker imamo polno zavedanje, da to, kar druge osebe govorijo, nima direktne povezave z nami. To so njihovi tragični poskusi, s katerimi oni skušajo zadovoljevati določene svoje potrebe. Se pravi, ko se neka oseba vede oziroma ko neka oseba komunicira na napadalen način, ko nas obtožuje, okrivlja, to v bistvu pomeni, da so izgubili stik s sabo. Izgubili so stik s svojimi potrebami, ne znajo prevzeti odgovornosti za svoje občutke in se zaradi tega potem izražajo na tak način.
In to je povabilo, da se mi sami naučimo razmejevati in postavljati le to mejo. In če želimo, lahko taki osebi oziroma taki komunikaciji vedno prisluhnemo iz tega drugega zornega kota. Vedno lahko se odločimo prisluhniti občutkom in potrebam te druge osebe, ki se izražajo na tak morda tragičen način. Ni nam treba, jaz ne pravim, da se tle moramo strinjati s tem načinom, kako oni komunicirajo, ne pravim, da jih moramo poslušati, ampak če si želimo v bistvu zgraditi to kapaciteto, če si želimo se v bistvu nekako polnomočiti, se lahko naučimo te veščine poslušanja s tem dvojnim fokusom. In se lahko naučimo prisluhniti preko besed. Ni več toliko fokusa na besede, ampak dajemo več pozornosti na to, kako se mogoče ta oseba zdaj počuti, katere potrebe skušajo zdaj oni zadovoljiti s tem načinom komunikacije. Ne glede na to, kakšne besede uporabljajo. Izza besed se vedno skrivajo občutki in potrebe. Verbalno nasilje je v bistvu tragičen poskus, s katerim skuša določena oseba zadovoljiti določene svoje potrebe. In če znamo prisluhniti skozi to verbalno nasilje, če znamo zares prisluhniti, bomo slišali neko totalno tragiko izražanje te osebe, ki se izraža na tak način. Tako da to je to. Na kratko upam, da sem vam s tem odgovorom kakorkoli pomagal. Če imate še kakšno dodatno vprašanje, mi dajte kar napisati in vam skušam odgovoriti v čim krajšem času. Hvala.